Pozor! Pozdravljeni, ime mi je Miha. Tako so me krstili, tudi mama me kliče tako. A pravi prijatelji me kličijo Mihi. Pokliči me tudi ti, postaniva prijatelja. Daj. Prav en lep pozdrav, mati Zinka, Štefan, Domen, Srečko, Janez, Melita in ostala elita. Pozdrav tudi slehernicam in slehernikom, ki sodelujete, torej aktivnim participantkam in participantom oddaje Toplovod. Pozdrav tudi orkestru iz Twitterja, dajte, prosim vas na tem mestu še enkrat uporabljati lojtrišče Toplovod, če se da greste lažje v arhive, da vas lažje poiščem in posredujem tudi ostalim. 6. veleizdaja koroničnega Toplovoda je pred nami, 6 tednov, 6 torkov se že igramo tole. Razpoloženje, kot verjetno tudi vam, meni osebno, niha nekje med optimizmom, pesimizmom, upanjem, zaupanjem, nezaupanjem, vero, nevero in neprestanimi dvomi. Danes mislim, da je pravi čas, odpiramo kanal za dvome in seveda zaupanje in zaupanje. Sprašujemo pa vas tole, ne? Kaj vas navdaja z dvomom v teh časih ali pa z dvomi? A kdaj, kaj podvomite, ko gledate, kar se dogaja? Zakaj dvomite, kadar dvomite, in zakaj zaupate, verjamete, upate, kadar seveda to prakticirate? In vsakem je in eno in drugo. 01475 2202, Toplovod je tole. Blaž je v vlogi maestra Cireja, nocoj bodite prijazni z njim in prijazen bo z vami. Gremo govoriti o dvomih. Se mi zdi, da so to vprašanja izjemnega pomena v tem trenutku. Še nikdar nismo bili ljudje in človeštvo in naše paradigme v podobni situaciji. Še nikdar se ni svet na podoben način odzval, in to lahko gledamo z ogromnim optimizmom ali pa z ogromnim pesimizmom ali pa z vero ali pa z nejevero ali pa z dvomi. Ekonomija v zadnjih 150 letih ni tako obstala, kot je danes. Še nikdar nismo tako sinhrono sprejeli nekih ukrepov na ravni človeštva, za katere smo menili, da jih svet praktično ne zmore. V resnici zato, da zaščitimo sočloveka. To je prevladujoča korona teza. Verjamem, da se kdo ne strinja, vesel bom, če pokliče in pojasni, zakaj. A si predstavljate, to je teza, zaščititi sočloveka, a si predstavljate ta demonični globalni kapitalizem, za katerega, za kakršnega ga imajo njegovi historični sovragi, ta brezčutni kapitalizem, ki je gledal stran, ko se je trpelo v Švic fabrikah, crkovalo zaradi vode, izkoriščene naravnih virov, otroškega dela, diktatorjev, ki so omogočali surovine našim najljubšim firmam. Ta isti aparat se je kot blisk zaustavil zaradi, da ne bo zamere, namenoma karikiram, zaradi upokojencev. Ma to je cenjene in spoštovani prečudovito. Globalni obrat ekonomije se ustavi, ker ga je strah za penzioniste. Če bi vam to rekel leto nazaj, bi mi rekli, da sem optimistični imbecil. Ampak se je zgodilo. Tako zveni, tako se zdi, tako nas nagovarja in tukaj na tem mestu uskoči verjetno tudi vaš in moj in še marsikateri dvom. Ne? Kaj pa, če to ne drži? Ne? Kaj pa, če je finta? Ne? Kaj pa, če je hrabri mišek v vesolju? Ne bom vam povedal, da je na koncu past. A dejansko verjamete, da so naše družbe, naše države, naše ekonomije, naše demokracije, da so se sposobne samoregulirati na ta način? Zaradi enega čudovitega človeškega odnosa do sočloveka, do enih ranljivih skupin. To je razlog za navdušenje, za totalen optimizem, ampak dajmo biti pametni ljudje, ker pametni ljudje dvomijo in na tem mestu lahko tudi dvomimo. In seveda skozi dvome spet utrdimo naše upanje in ne nazadnje tudi vero. In potem spet gledamo te statistike, ne? In vsak jih interpretira po svojem, v okviru svoje lastne agende. Ne? In
spet rečemo, vse niso tako grozne čez palec. Ne? Sploh, če začnemo primerjati s tem, kar sledi vsled globalne blokade ekonomije. Ne? Ob tele nafti včeraj in danes sem čez 2 leti pomislil na Mad Max ali pa še na kaj bolj pesimistično distopičnega, kar je naplavila hollywoodska in seveda ostala filmografija. Ampak hkrati pa poskušam tega dvomljivca vse ugasniti s tem, da zaupam, da upam in verjamem. Ne? Tudi politiki, da se ne bo to sprevrglo in pretirano političen, govorim lokalno političen diskurs. Ne slepim se, da bi verjetno katerakoli iz našega, torej slovenskega kadrovskega bazena načrpana politična vlada reagirala bistveno drugače. Kozmetične razlike, okej. Mogoče bi dal kdo drug v žepak kakšno provizijico, ampak bolj ali manj bi se verjetno zgledovali po ostalih in postopali tako, kot postopajo. In tukaj me bolj skrbi za komplet vse lokalne vlade, tudi naših evropskih sosed, pa globalnih. Kaj pa, če politična kasta pri nas v Evropi in svetu sploh ne ve, kaj se v resnici dogaja. Ne? In vse skupaj zdravi z nekimi prijemi, ki jih bodo zgodovinski učbeniki nekoč imeli za predmoderne. Tako v času velike kuge so hodili se družiti v cerkve in so molili k temu, da bi bilo kaj bolje, pa verjetno to z vidika sodobne epidemiologije ni bil najboljši prijem. Skratka, dvom je nujen, upravičen in prepotreben, samo res butasti ljudje neomajno verjamejo vse, kar jim je zaukazano, ponujeno. Toplovod vas ima pametne ljudi, zato vas naproša, da artikulirano, brez žaljenja in v okvirih spoštljivega diskurza nocoj lahko dvomite v karkoli. Zdaj pa zajamem zrak, slečem jopico, ker sem se zašvical ob tem uvodu in sprejmem prvo oziroma prvega. Evo me nazaj, jaz pripravljen, upam, da tudi vi. Dober večer, s kom govorim? Ja, živijo, Mihi, Tomaž tukaj. Tomaž, živijo. Ja, najprej bi pozdravil svojo ideološko somišljenko Tanjo, pač ta trenutek bi izkoristil. Ok, Tomaž, ne. Zdaj vam bom dal jaz ta zadnji ukor pred izključitvijo, ker vas poznam. Če bo šlo tole spet za eno, bom rekel, plehko lokal politično agitacijo, vas gladko fliknem ven, dogovorjeno? Ampak to je grdo. Zbiro vprašanje, ne? Po dvomu gre, ne? Jaz dvomam pač vse, kar se zdaj dogaja. Tomaž, jaz dvomim najprej v najino povezavo, v njeno tehnično ustreznost. Dajte nekaj postoriti, stopite nekam, kjer imate boljši signal, zdaj pa odlično. Aha, okej. No, skratka, pač jaz dvomam v vse to, kar se zdaj dogaja, ne? In pač, mislim, kar se zdaj rekel to o politiki, ampak dejstvo je, da je pač zdaj ta politika zelo na udaru, ne? Ampak v kaj dvomite, Tomaž? Dajva začeti z vašimi dvomi, ne? To zdaj dvomim v vse, kar se dogaja, je tak dokaj zabit odgovorno. Ja, se strinjam. Najprej dvomam o nevarnost tega virusa, pač mislim, da se zelo... Bravo, dajva se ustaviti, zakaj dvomite o nevarnost tega? Kaj vas navdaja s temi dvomi? Statistike, dejstvo, da ne poznate nikogar, ki je obolel? Sam pač jaz sem tako mal šel računati, ne. Prvo kot prvo, to, kar rečejo, da je 1000 ali ne vem koliko okuženih, to je navadna laž, zato ker toliko jih ni več okuženih in jih je aktivno okuženih samo okoli 300. In to je toliko zanemrljiv procent, da to ni praktično nič. 99% ljudi je zdravih. In tudi ljudje, ki umirajo, jih je za gripo, pa nočem zdaj te klišejske primerjave z gripo delati, ampak jo bom. Letos je za gripo umrlo več ljudi, pač za koronavirusom. In mislim, da se čist preveč pretirava z nevarnostjo, ker je pač, mislim, jaz mislim, da pač ali so ljudje take ovčke in se toliko strašijo in še to bi rekel, ne, to, ker se meni zdi, da smo ljudje v bistvu zelo, kako ne rečem, zelo prepričani po eni strani na začetku sami vase. Recimo, kako po eni strani govorijo, bolnice so zasedene in ne vem kaj, koronavirus je nevaren,
Pa če tako malo pomisliš, tudi onkološki inštitut je napolnjen, a ne? Ampak noben in pač rak je veliko večji problem, veliko ljudi zboli za rakom in je veliko hujši problem, kot je koronavirus. Ampak ljudje mislijo, mi pač ne bomo raka dobili. Tomaž, samo trenutek. Tomaž, te statistike lahko zdaj nategujeva in raztegujeva v nedogled. Dejstvo je, da tudi na dnevni ravni 40 000 ljudi, tudi ogromno otrok umre zaradi lakote, ne? Ja, ampak tega noben, mislim, glih to, a ne? Pa nekaj milijonov do konca leta zaradi neurejenih razmer z vodo, zaradi pomankanja ali neustrezne in tako naprej, ne? Glih o tem egoizmu govorim, a ne? Mi smo egoistični, mi zahodni svet pač ta virus, pa mislim, a koliko ljudi ima veliko hujše probleme, kot je en fucking virus pismo. Ok, pa Tomaž. Ne govorim jaz tega, ker sem bled, a ne? Tomaž. Ne govorim tega, ker sem jaz bled. Tomaž, nocoj ste prav super, moram priznati, evo, vse pohvale. Sem mislil, da bo spet agitacija za eno od levih strank, ampak cenim upoštevanje pravil. Ja, lahko pa tudi pljuvam po desnih strankah. Rajš ne, no. Se mi zdi, da bi bilo korektno to debato razširiti, ne onkraj lokalnega političnega barja, ker se s podobnimi vprašanji ukvarjajo v Italiji, v Španiji, na Madžarskem, v Grčiji, na Švedskem, na Norveškem, v ZDA, v Braziliji, vse posod. Se mi zdi bolj pametno in bolj konstruktivno to obravnavati kot neko globalno situacijo, ali ne? Ja, to je res, Mihi, pač, lej, jaz bom tako rekel, jaz mislim, da pač da so mediji predvsem preveč tiho in da pač more ena glas povedati, že mater, pa nočem zdaj spet narediti, da me vrveš, ampak jaz hočem to na glas povedati, da JJ laže 100 na uro. Nisem rekel ne, zato ker da bi ostro nasprotoval vaši tezi, ampak ne želim, da se ta debata sprevrže v to, da je Janez Janša v Wuhanu na trgu kuhal ajmoht iz netoperja pod G5 anteno, ne, ali kako že. To sem zadnjič nek tweet prebral, to ni moj avtorski, ampak se mi je zdel izjemno humoren. Ne? Tega se ne greva. Tomaž, skratka, vi dvomite v statistike? Ma ne, v statistike ne dvomim. Statistike povejo, da pač koronavirus je pač viroza, mislim, ja, imaš hujše malo simptome, valej, viha. Ok, ampak zakaj zakaj zdaj pljuvate v to čudovito zgodbo koronavirusa, da je bil svet pripravljen zabiti kovmeč svoje šprikle ekonomije, zato da bi zaščitil čist človeško eno, pač nas vse in bom rekel... To jaz dvomam, lej, Mihi. V čemu je pa finta? Te mega korporacije bojo pač na koncu sami še močnejše, te pač mala podjetja bo propadla in pa bo mega korporacije sami še močnejše iz tega išle. In jaz mislim, tukaj ima nekdo korist. To je pač, pa jaz nočem imeti neke teorije zarote, ampak tam poglej, mislim, statistike poglej. Ja, razumem. Pač, koronavirus pač preprosto, mislim, jaz bi rekel, ajde, da jih 30% ljudi umre, 20%, ma dej pa na živce mi gre, ker na teh medijih govorijo, jaz sem ti rekel, da jih je okuženih že, ne vem, 1500, ma ni jih 300 jih je okuženih mater, 85% ljudi je iz domov za ostarele, ma dej, ne bom rekel grde besede, ja, ne. A veš, Tomaž, kaj mi gre najbolj na živce? Ok, samo še tole, kaj vam gre najbolj na živce, čeprav se ena na Twitterju pritožuje, da mnogim ljudem res ne paše, da jih jaz vikam in da ste vi eden izmed njih, ampak kljub vsemu, kaj vam gre najbolj na živce, Tomaž? Jaz sem ti že rekel, da me tike, ja ne, pač jaz ne vem, zakaj me ne moš tikati. Ne morem. Pa res sva prijatla, ne, mislim. Ja, res sva. Tomaž, kaj vas najbolj moti? Kaj vam gre najbolj na živce? To, da ne moram iz občine, ker pač jaz hočem seksati, pač ne moram, ker je robere v svoji vasi. Ok, se mi zdelo, da bo to. Tak, Mihi, a ti lahko še nekaj vprašam, ena sekunda. Raje ne. A če te vidim v živo, a ti lahko rečem za selfie? Z lahkoto. Ok, super. Hvala. Lep večer. Tomaž, lep večer tudi vam. Živijo. En tak dinamičen uvod je bil tole oddajo. Čudni časi, skratka govorimo o dvomih, ki nas v tem času prevevajo. Ne malo verjameš, potem začneš malo dvomiti, pa še bolj dvomiš, pa spet verjameš, pa se odtepaš svojih dvomov. Skratka, o dvomih veri in ne veri, s čim ohranjate vero v korono in njene ukrepe. Kaj vas navdaja z dvomi in a verjamete v ključno korona tezo, da se je globalna ekonomija ustavila zaradi sočutja do ranljivih skupin? Dober večer prihodnjemu. Ja, dober večer. Dober večer, tukaj Miha. Tu pa Nada. Nada, živijo.
Ja, to je pa zdaj kontrapunkt. Tam en mladenič, zdaj pa jaz stara 70 let. Ne? Odlično. Najprej en libidalen mladenič, zdaj pa je nazrela dama. Joj. Skratka, ne verjamem. Ne verjamete? V cel ta scenarij. Ok, kaj vas navdaja z dvomi, Nada? Ja, najprej to, da vedno sem imela rada biologijo, tudi v tej nekako smeri vem nekaj. Vse verjamem, da je ta virus 10-krat, 20-krat, 30-krat bolj kužen, da je tudi bolj nevaren kot navadna gripa. To je gotovo vse res. Ampak da bi kdo tako čuteče mislil za te stare ranljive skupine, to pa enostavno ni res. Jaz vem, da to zdravniki in vso zdravstveno osebje ima to srce, to ja, ampak ne pa oblastniki in ta globalna sfera. Zdaj pa tako, ne, vi ste zdaj mogoče še zadnja Ilka, da sem glasen, čeprav ponavadi sem zelo tiho, sem pisala že to svoje mnenje filozofom na društvu Analekta, sem pisala na srebrno nit, kjer mi je predsednica Medvedova zelo lepo odgovorila, namreč jaz sem rekla, zdaj je pa čas, da gremo stari na ceste in rečemo, naj nas nehajo ščititi. To je bilo že nekaj časa, jaz skušam ta svoj glas povedati. Zdaj sem pa to vam povedala. Wow, Nada, moram reči, da je eno tako globoko protislovje med vašim imenom, ki pomeni v resnici upanje in... Ja, vse to je upanje, to je upanje. Globokim nezaupanjem v, bom rekel, globalno držo, ki ščiti ne nazadnje prav vašo domnevno najbolj ranljivo skupino, ne? Ne, poglejte, če bi to res bilo, prvič bi že prej drugače ukrepali, bi dali mladim več časa, da ne bi toliko delali, pa tako naprej, da ne bom ponavljala, kar vi tudi že veste. In tudi zdaj, kako lahko recimo ljudi, ki so v domovih, pa zbolijo za virusom, ostanejo tam. Poslušajte, to se je treba takoj ga odstraniti, kajti v domu, da gre virus od enega starega do drugega, pa to gre takoj naprej. Ok, Nada. To zdaj v te neke tehnične podrobnosti ukrepanj verjetno lahko dvomimo do pojutrišnjem in še naprej, ker v taki situaciji, ta je bila nepredvidljiva, prvič smo se soočili z njo, je potrebno deliti z te pozicije tudi neke odpustke, ne? Seveda ga pobiksamo, marsikdo ga, ampak zanima me, če greva k tistim vašim prejšnjim dvomom, ne? A vas ti dvomi pripeljejo do kakšne ideje, ki je skrita, do kakega koncepta, do kakšne zarote mogoče, do kakega logičnega sklepa, v katerega bi se vam zdelo, da je bolj smiselno verjeti kot v to prevladujočo tezo, da zdaj svet stoji, ker ščitimo. Ja, veste kaj, glede na to, da sem naravoslovca, ne pokojeni. Zelo težko, ne, v neke take teorije zarote, neki bezam, verjamem, ampak gledajte, vse na koncu, če gledamo v zgodovino, vedno se ekonomija nekam obrne, ne? In veste, na koncu je pa smešno to, kar rečem, Slovenija bo tudi v novem obratu, ko bo šel na umetno inteligenco, ta prva, ki imamo UNESCO center za umetno inteligenco v Ljubljani. Se pravi, nekaj se vrnilo, kjer bo na ta vlak sedel, mladi, ki bojo to znali, bojo naprej tekli v ekonomiji, drugi bomo pa odpadli oziroma umrli, ker smo stari, a ne, to je hvala Bogu, a ne. Wow. Nada, najlepša hvala. Prosim, lahko noč. Lahko noč. Evo, Nada je z vami in nami delila svoje dvome v toplovodu, ki je danes posvečen korona dvomom. 01475-2202 o dvomih, veri in neveri. S čim ohranjate vero v korono in njene ukrepe na lokalni in globalni ravni? Vas obhajajo ob tem kaki dvomi in a verjamete v ključno korona tezo, da se je globalna ekonomija ustavila zaradi sočutja do ranljivih skupin in statistik, s katerimi podpira to svojo držo. Toplovod poslušate, če ste ga zamudili, ga lahko dobite na spletni strani val202.si ali pa se nanj naročite na vašem gizmotu za podcaste in vam ga še frišnega
Tomič dostavi v sredo zjutraj, vsakič. Dober večer. Dober večer. Tukaj Miha. Živijo, tukaj pa Martin. Martin, živijo. Živijo. Jaz imam pa eno tako mnenje, da imamo mi predvsem mogoče zelo veliko razkošje, da se lahko pritožujemo čez vse skupaj. Kaj ga marsikdo drug, oziroma marsikaj druge nimajo, no, po moje. Glede na to, da je cela scena okrog tega virusa, pa okrog vseh teh zadev pa nas kar zelo umirjena. No. Ok, Martin, ampak zdaj ravno to razkošje nam omogoča tudi razmislek in se mi zdi, da je prav, da razmišljamo o tem. Ne vem, ali ste začeli na ta način, da bi nas okrcali, ker sploh dvomimo in nam med vrsticami sporočili, da bi morali pač samo verjeti in podpirati to in da je to veliko bolj konstruktivna drža kot pa dvom in debata. Pa, še kako? Tudi malne. Nisem mogoče, niti ne, sej, deljenje različnih mnenj v bistvu v ena bolj bom rekel, pametnih zadev za nek ta prav razvoj družbe, pa tako naprej. Je pa tako, da jaz, ne vem, za razliko od parih tukaj celo poznam, oziroma vem za nekoga, ki je brez nekih posebnih zdravstvenih težav podlegel koroni pri nas. Poleg tega imam zraven starše, ki sta oba iz rizične skupine. Ja. Hvala Bogu zdrava. Verjetno zahvaljujoč tudi, bom rekel, ukrepom in vsem skupaj. Ok, Martin, ste eden tistih bolj previdnih ljudi. Jaz poznam, imam prijatelja, sem ga prejšnji teden vprašal, ti poznaš že koga, ker to zdaj redno vse ljudi sprašujem. In je rekel, Grta na Koroškem je en možak, ne ve sicer z katere doline, ker mu je to povedal nekdo, šel tudi brez posebnih zapletov, menda pri nekih rosnih nekaj 40. Wow, tudi mene je streslo in zgrozilo. Ampak, a vas ob vsem tem, a prav nobeni dvomi vas ne obhajajo? Jaz bi rekel mogoče, da vse to, kar se bo zgodilo oziroma dogajalo, je bolj kot ne izkoriščanje, bom rekel, dane situacije. Niti ne toliko. Težko bi rekel, da je to planiranje v smislu, da dajmo zdaj narediti karanteno, pa naredimo mi eno veselico zraven. Ja, in globalni reset in podobne teorije. Ja. Tako bolj mogoče izkoriščanje tega momenta, ki je v prvi vrsti po moje bil vsem bolj previdnostni, kot pa nek. Previdnosten. Nihče ni povsem dobro vedel, zakaj gre. Tako. Bom rekel, še stroka pravzaprav zdaj na veliko preučuje in pravzaprav odstira ta pozitiven vidik globalizacije, ko se informacije bliskovito izmenjujejo in širijo in bodo prej ali slej neki dognali. Politika je tej stroki nekako sledila. Seveda tudi drugim zgledom, malo smo kopirali eno drugega in nastala je, bom rekel, zgodba, v kateri smo. Tako. Bolj mogoče solidarnostna, kar je za moje pojme prav. Ok, ampak potem je pa Trump pred tedni rekel, kaj pa zdaj, ko bo pa zdravilo hujše od bolezni. A vas kakšni dvomi v to smer navdajajo? Še kako bom rekel, jaz mislim, da je življenje posameznika neprecenljivo, ne glede na vse, in da se je človek sposoben tudi mogoče malo drugačne ekonomije in mogoče malo drugačne družbi tudi zelo dobro znajti in zelo lepo živeti. Tako da jaz nimam nekih takih dvomov, da zdaj pa ne vem, denar gor dol, vrednost gor dol itd. Da če je masa zadost velika, ki želi nekaj spremeniti, bo tudi v tem trenutku lahko to naredila. Nimam jaz občutka, da bi mislim, sigurno bodo nekateri potegnili zelo, zelo egoistično zgodbo iz vsega skupaj ven, ampak vse je pa sreča nekaj druge, kot pa, bom rekel, sami ekonomiji v teh zadevah. Mnogi bodo najebali, po domače povedano, se oproščam izrazu. Peščica bo verjetno profitirala, ampak lahko pa potegnemo vsi skupaj iz tega kak kvaliteten nauk. Zelo, zelo res. Ok, to vas skratka navdaja z upanjem in zaupanjem. Sigurno. Martin, najlepša hvala. Nikaj, hvala tebi. Živijo. Živijo. 01475-2202 o veri, nejeveri, upanju, zaupanju in pa predvsem o dvomih, ki vas obhajajo v teh dneh, govorimo. 01475-2202, s čim ohranjate vero v korono in njene ukrepe, vas obhajajo kakršnikoli dvomi in ali verjamete v ključno korona tezo, da se je globalna ekonomija ustavila zaradi sočutja. Dober večer. Dober večer.
Miha tukaj. Luka tukaj. Luka živijo. Živijo. Jaz sem pa poln dvomov. Ja. Kar začnijo, kje bova začela? Ne? Kje so se začeli ti dvomi? In zakaj? Zdaj, malo je bogokletno dvomiti v teh dneh, ampak toplovod vam zaenkrat to še dovoljuje. Ja, veš, kako enkrat sem slišal, da je korona gripa z zelo dobrim marketingom, ne? Ja. Ja, zdaj ne vem, ali je ta marketing pravi ali ni pravi. Samo, po mojem je nekaj na temu, ne? Po mojem je to ena velika teorija, ma ne bom rekel zarote, ker to zveni zelo kataklizmično, ne? Da je to ena zarota. Samo, če gremo gledati, kako se je koronavirus razvijal, kaj je bil Fort Knox v North Carolini, to je eno oporišče v Ameriki, so septembra začeli govoriti, da so tam vojaki začeli zbolevati za zelo neko agresivno verzijo gripe, ne? Na kar se je vse skupaj ustavilo in v Wuhanu, kjer je bilo žarišče gripe, se je vidi naključje, po enem mesecu so se odvijale vojaške igre na globalni ravni. Se pravi, so bile globalne vojaške igre, ne? In tam so bili prisotni ravno te vojaki tudi iz tega Fort Knoxa, ki so... Ja, kaj? A veste, brez besed sem, ne, ker pravzaprav hudičevo dobro pravkar dokazujete to, da marsikatera teorija zarote, ki smo jo v teh dneh slišali, zveni bolj kredibilno in verjetno od velekoronične teze, da smo svet ustavili zaradi sočutja do ranljivih skupin. Ampak kje ste to prebrali? Vem, na Facebooku, ampak... Ma ne, v Wuhanu so se odvijale, to je dejstvo, v Wuhanu so se odvijale mednarodne vojaške igre, ne, na katerih so bili prisotni vsi, so bili prisotni Rusi, Američani, kakokoli obrnemo, so bili vsi prisotni in en mesec po teh mednarodnih vojaških igrah v Wuhanu, ki dejansko so se tam odvijale, to, ne vem, imate vi več resursov kot bilo kdo drugi, da bo to preveril, to se je tam odvijalo. In kar naenkrat, vidi ga zlomka, tam pride do pandemije, 60 milijonov ljudi jih izolirajo. In kako je rekel takrat Xi Jinping, kitajski politkomisar, karkoli že je rekel, mi smo dali World Health Organizationu čisto vsa dejstva, ki smo jih imeli. V 3 tednih oni so prišli do vseh dejstev o virusu, ki jih imajo. Do vseh naključij, ki jih lahko dobijo. No in... Ampak, in so rekli, mi smo najdli vejo, ki je padla iz drevesa, ampak drevesa mi ga najdli nismo. Drevo je prišlo od nekje drugje. In zdaj, od kje je prišlo to drevo? Z Fort Knoxa. Ja, Fort Knox, verjetno, ne vem, mogoče. Ok. Zdaj, povej. Skratka, dvomite vse, dvomite vse, kar poročamo mainstream mediji. Dvomite v ukrepe, dvomite v resnično nevarnost tega virusa. Ma ne, ukrepi so namenjeni temu, da bojo zdaj 3,5 milijarde zginile, da se bo ta politična elita, da bo nas izolirala, da bo naredila iz nas neke, kako bi se reklo temu, karantenske sužnje. Karantenske sužnje. Ja, pa... In to po celem svetu. Ali samo v Sloveniji. Zdaj, če bi recimo Luka Mesec bil gospodar teh ukrepov, ne bi z nas delal karantenske sužnje, ampak bi nas osvobajal v karantenskem socializmu. Zdaj smo pa karantenski sužnji, a to je tako. Ma dobro, zdaj z Lukom Mesecem se ne bomo recimo badal, kot primer, ali pa če to počnejo Švedi, ali pa Švedov ne bomo omenjali, ker so nekaj posebnega. Nemci, evo, Avstrijci. Nemci, Avstrijci. Ja, se ne veš, kaj so tam naredili, boljše, slabše so se relativno... Ampak relativno podobno, ne? Ja, relativno podobno, ja.
samo zdaj kaj, relativno podobno oni odprli so vse, so pustili odprte bare, so restauracije, vse skupaj, pa je, da zdaj imajo na Švedskem celo kataklizmo v procentuali napram drugim narodnostim. Okay. Luka, menim, da je bilo povedanega dovolj. Ma seveda. Super, najlepša hvala. Ale, uživaj. Živijo. Ne vem, če bi se jaz ob zavedanju moči ameriških in izraelskih tajnih služb upal v toplovod take kvasiti. Tako da, Luka, čestitke za pogum. 01475 2202 o upanju, zaupanju in dvomih povezanih s korono govorimo nocoj o toplovodu. Skratka, izrazite jih. Prav je, da jih, ker pametni ljudje dvomijo in včasih tudi upajo in zaupajo. Dober večer. Dober večer, Miha. Živijo. Ksenija iz Štajerske prestolnice tukaj. Ksenija, Maribor, živijo. Tako. Poslušaj, Poslušam. meni pa skrbi nekaj drugega. Te korone, različne korone in karantene, mogoče bomo prišli do nekega drugega spoznanja, da ne znamo več sobivati drug z drugim. Zdaj, ko smo pač doma z družinami in tako naprej, povečalo se je družinsko nasilje. Ok, Ksenija, to se strinjam, to so pač stranske posledice nekega kriznega stanja, ko se nam eksistence čez noč spremenijo v nekaj, česar se nismo nadejali ali pa pričakovali in moramo seveda speljati tudi v tej smeri. Vsakemu izmed nas se to dogaja. Ampak greva nazaj k dvomom. Ksenija, a dvomite v karkoli povezanega s korono in njenimi ukrepi? Oziroma, kaj vas, s čim ohranjate vero v zgodbo o koroni in njenih ukrepih? A dvomite v kaj? Tako si na začetku rekel, vsi pametni ljudje najprej podvomijo, preden potegnajo ključne poteze. No, ampak kakšni so vaši dvomi? Dvomov v bistvu, kdaj bo uspelo mikrobiologom pa imunologom poiskati dovolj uspešno cepivo proti temu. To so vprašanja, to niso dvomi. Ta vprašanja se meni non-stop porajajo, ampak govorijo o dvomih. Ne, ni to dvom, vprašanje. Nimam dvoma, pač vprašanje. Nimate nobenega dvoma? V bistvu ne tako izrazito. Ok, ker potem imam za vas še eno čudovito vprašanje. S čim pa ohranjate vero, torej bom rekel, obstoječe stanje, v korono in njene ukrepe in vse, ker če nimate dvomov, to pomeni, da se vam zdi, da se stvari odvijajo z neko pravo logiko, z nekim pravim smislom, na podlagi, odkot črpate to? Ja, jaz pravim tak, če je oblačno, to ne pomeni, da ni sonca, samo da so pa oblaki zakrili, pač moramo počakati na jasnejše vreme, Aha, pač čakate na jasnejše vreme, se upirate dvomom in zaupate obstoječim strukturam, lokalnim in globalnim. Nikoli ni dobro reagirati na prvo žogo, Vedno je dobro malce počakati. Počakati, kaj bodo drugi rekli, ali kako? Ne to, kaj bodo drugi rekli, ampak globalno. Aha, globalno. Tako, kaj se dogaja. Ampak na koga zdaj čakate? Kdo je globalno najbolj kredibilen? Kam motrite? Koga opazujete? Ja, jaz sem še vedno na strokovnjake opiram, na WHO pa... Aha, kaj bodo rekli WHO, kako bodo odreagirale Združene države, pa Nemčija, pa Avstrija? Ni nujno Združene države, ker strokovnjaki WHO so enormni, Ksenija, čudoviti ste, najlepša hvala. Enako. Lahko noč. Lahko noč. In moram reči, da vam mestoma zavidam. 01475 2202 toplovod nocoj o korona dvomih, ki vas zagotovo obhajajo, naj vas ne bo sram. Delite jih z nami v toplovodu. Dober večer. Dober večer. Dober večer, tukaj Miha, s kom govorim? Tukaj Martin iz Domžal, ne Martin. Martin, ampak ne od Marte. Martin, razumem. Iz Domžal, ampak ne od Marte. Ok. Martin.
Ja, poslušam teh, 4-5 predgovornikov, ne? Pa se sprašujem, ali so ti ljudje slepi. Verjetno so slepi. A ja? Ne? Ja, sigurno so slepi. Predvsem pa tisti ta prvi šmrkavec na začetku, ko tam filozofira, namesto da bi okrog sebe pogledal, pa videl, pa tudi vedel, kaj je virus, pa kaj je bakterija in tako dalje, potem pa primerja, ja, koliko otrok na svetu je pa pomrlo. Ja, ampak lakota ni nalezljiva. Ja, to se pa strinjam. Virus pa je nalezljiv. Ko sem jaz bil še šmrkavec, ne? Tu nekje leta 63 recimo, ne? Pa sem bil v ambulanti v Kidričevem pri Ptuju, pa je bil tam en veliki plakat glede prenosa tuberkuloze. Ja? Tuberkuloze, če tale šmrkavec pove, kaj je to tuberkuloza, pljučna bolezen, ja, ki se prenaša z kašljanjem, kihanjem in tako dalje z nosilca na sogovornika ali pa ne vem, soprisotnega. Martin, zdaj ste v tem uvodnem nagovoru pokazali, da premorete nemalo medicinskega in tudi epidemiološkega znanja, zdaj greva pa k bistvu. Govoriva o dvomih. Oziroma vas bom vprašal, se mi zdi, da je to pravo vprašanje, s čim ohranjate vero v korona zgodbo in njene ukrepe? In ali vas obhajajo kakšni dvomi na katerem koli delu? A zdaj vi mislite predvsem na ukrepe? Ja. No, na kompletno korona zgodbo. Zgodbo poznava. Ne? Razpolagamo z nekim virusom. Razpolagamo z nekimi statistikami. Mene brigajo statistike. Jaz sem diplomiran ekonomist v pokoju, pa sem tudi imel predmet statistika in tako dalje. Pa vem, da eden je meso, drugi je zelje, v povprečju pa jesta segen in golač. Ne? Primer, ne? Ampak vam povem tole, jaz sem zdaj malce na Wikipediji pogledal glede španske gripe leta 2018-19, ne? Ja. Na desetine milijonov ljudi je pocrkalo. Ja, od neposredni izgovor, 25 do 50 milijonov ljudi. V 3 valovih je prišla in tako naprej, ampak dajte... Ja. Podobno je tudi za to epidemijo, ne pa da tam oni filozofirajo. Ja, kaj pa, če so si oni zarotniki tam izmislili tale virus in tako dalje. Ampak ta virus obstaja, čeprav tam butec ameriški Trump govori, da je to neizidna bolezen, ne, ki so jo Kitajci, China virus reče, ne, China virus. Čisto vseeno je China virus ali pa British virus ali pa USA virus. Martin, daj vas zaključiti tole z enim velikim optimizmom. Skratka, vi verjamete v to ključno korona tezo, da se je globalna ekonomija upočasnila oziroma skoraj da ustavila zaradi previdnosti in nenazadnje človečnosti in sočutja. Ja, pa vse to ni teza, to je dejstvo. Ja, pa to je odlično, da tako razmišljate. Ja, to je dejstvo, ne? Ja, in zdaj recimo tudi, Martin, to pomeni, da ima ta naš svet neskončno sposobnost samokorekcije, samoregulacije, da dejansko nismo drveli nekam v prepad, ampak da smo sposobni odreagirati, da smo sposobni skupaj odreagirati. A ni to čudovito? Odreagirali že oblasti oziroma vlade, zatem, da pač hočejo preprečiti še večje širjenje te virusne bolezni, kot je že sedaj. Ne? Tudi naša vlada. Tudi. Je pa vprašanje, ali so tisti ukrepi glede 3 milijarde evrov zadolžitev, pa danes še za 2 milijardi 800 milijonov in tako dalje, vodočnost bo taka, da bo 80 ljudi najmanj naslednjega pol leta dodatno brezposelnih, poleg sedanjih 70. Martin, to je pa že vaše področje ekonomija, sam pa ne bezam, ker sem popoln laik. Najlepša hvala za ognjevito izpoved. Hvala vam za poslušanje in občinstvo. Adijo. Adijo. In občinstvo je rekel, bravo. Martin, vi ste faca iz Domžal. 01475 2202 o dvomih govorimo nocoj. Dober večer. Dober večer. Tukaj Miha. Marija iz Ljubljane. Marija, živijo. Jaz bi bila rada čist kratka, ker v bistvu sem se že naposlušala takih in drugačnih mnen in vsega tega, ampak če danes govorimo o osebnem dvomu, ne, bom rekla za sebe, ne, da
absolutno mi je osnovni dvom, jaz vem, da je virus tukaj in je na planetu in da je nalezljiv, ne, da se hitro širi. Kako je nastal, to dvomim, ne? To. Zakaj dvomite v to? Nulti bolnik Wuhan, ne? Ja. To dvomim in absolutno dvomim, to me pa vedno znova, iritira, da bi, ne vem, zato sem tu zdaj klicala, da je to, vse ti ukrepi so zato, da obvarujejo, čutim se prizadeto, ja, ker sem stara 70+, ja. Da obvarujejo ranljive skupine, to se pravi stare. S tem se pa ne morem strinjati, morem in se ne. Torej dvomite, bom rekel, v dva ključna temelja korona teze. Ne? Vse ostalo je dejstvo, točno je dejstvo in se strinjam in se tudi s karanteno in z ukrepi in z vsemi temi tudi je mogoče zdaj tudi relativno, ali bi bili lahko milejši, pač ne, ampak okej, se jih držim in tudi to je dejstvo, pač. Ampak osnovno dvom je pa ta. Evo. In me nihče ne bo prepričal ne v prvega, ne v drugega, da nimam prav. Kam vas pa peljeta ta dva dvoma? Ne? Verjetno, če sem prav užaljena, sem prav ogorčena, se čutim kot star človek pri 70+, sploh ne star. Sem še vedno aktivna na mnogih področjih, ustvarjalna in tudi za sabo smo nekaj naša generacija pustili in sem ogorčena, da smo tako diskriminirani, ko eni smrkavci tamle 2 ure zjutraj gremo lahko v trgovino, pa zadnjo uro pred, ko zapirajo trgovine. Pa da še kaj drugega ne govorim, no, da je, res. To me pa res nihče ne bo prepričal, da je to zaščita. Glejte. Kaj pa je v ozadju? Ne vem. To ne vem. Jaz samo to vem, da to ni. Kako veste, da to ni? Jaz sem prepričan, da mora človek... Evidentno je, glejte, vse povsod, pa tudi pri nas evidentno, zakaj največ ali pa, ne vem, 85% ljudi je umrlo v domovih za ostarele. Zakaj jih nočejo prvi, ki se pojavi v domu, v nekem domu za ostarele, ga lepo odpeljati v bolnico, ki je za to usposobljena, ki ima opremo, ki ima kadar, ki ima prostore za izolacijo, ki ima aparature, skratka. Ne, pustijo, da se še danes matrajo tam osebje, ki ga ni dovolj, ki ni strokovno usposobljeno, ki prostorske pač stiske so tam. Ne. In pa mi govori, da je to zdaj narejeno zato, da uvarujejo manj, lepo vas prosim. Vi se kot predstavnica, bom rekel, bolj ranljive skupine dejansko počutite premalo zaščiteni, ali kako? Nač, jaz sem zaščitena toliko, ker jaz zdravo živim, zdravo jem, pač hodim v naravo, in nekaj nisem vas razumel. In se tudi nič ne bojim, lejte. Jaz se nič ne bojim, ker če je temu tako, me bo ujel, ne vem, ko bom šla tamle, ne vem, čez Rožnik, pa ne vem, bo eden pred mano kihnul, ne vem kaj. Čeprav tudi to ne verjamem, pa nisem noben biolog, ampak sem tudi že ljudi, ki so strokovno v tem podkovani. Virus ne more preživeti, če nima za to gojišča, to se pravi sluznice. In pol ne more plavati tam po zraku in ne vem kako, no lejte. No. Marija, še nekaj mi povejte. Greva še k tistemu prvemu dvomu, ne? O tistem nisva še nič rekla. Skratka, vi ne verjamete, da je tam nekdo v Wuhanu pripravljal ajmoht iz netopirja, ga zaužil in prvi pokasiral na človekov celični ključ mutiranega. Se vidi, v te detalje nočem spuščati, ker nimam znanja, nimam pravih informacij. Zakaj dvomite v to? Nimam pravih informacij. Ampak rekli ste pa, da dvomite. Absolutno pa dvomim, ker veliko bolj pametni ljudje na spletu ali pa v časopisu sem brala, ne vem, kje dvomijo, kako se to širi, kako se je začel širiti in skratka, ne nazadnje, toliko imam pa tudi lastne pameti
in spremljam tudi mal svetovno, bom rekla, politiko in ekonomijo, to globalizacijo. Ja, Kitajska je postala prvi igralec na svetu in mogoče komu tudi to ni bilo najbolj všečne. Jaz bom umrla, ampak moji zanamci bojo pa verjeten, ali pa tudi vi boste pa čitali, kaj je bilo v resnici. Sigurno, tako kot kaj drugega. Ne. Marija, upam, da vas ne vzame in vas pozdravljam. Ja, prav, tudi vam. Marija dvomi v sam nastanek virusa in pa v dobronamernost zaščitnih ukrepov. 014752202, v kaj dvomi naslednji ali pa naslednja. Dober večer. Večer. Živijo. Jože Skrana. Jože Skrana, živijo. Poslušajte, gospod Miha. Poslušam. Zakaj noben politik nas boli? Pa vsi so skup, pa brez mask, pa hodi okoli. Pa do zdaj še ni noben naš politik, nobeno tole virusa dobil. Kako to čudno? Boris Johnson ga je dobil. Ampak naš politiki. Čakajte mal, Jože, to so pa zdaj nasledi ene genialne teorije zarote. Vi povejte, zakaj. Ja, ne vem zakaj. Ja. Kje se oni skrivajo? Poglejte, jaz sem čez 80 let star. Jaz se ne bojim umreti. Ampak tu je sam tako govorijo, pa strašno, da ne moram, čez 80 let sem star, pa ne moram jeti v trgovino, kadar bi hvatil jedeti, pa ne moram jeti tam do črpajke, pa ne moram na špancir, me skuš tisle hojst kontrolira. Zakaj pa? Ja, Jože. Ja. Jože, jaz bom zdaj poskusil te vaše dvome nekako spraviti če vas prav razumem. Ja. Vi opazujete te politike, ki se, bom rekel, trapasto in slabo zaščitno vedejo, tam, ko špancirajo dol ob kolpi, ne, in se sprašujete, zakaj hudiča noben ne zboli in ne faše vročine oziroma povišane temperature. Ja. Seveda. Ja. Vlete, hodijo vsi na sestanke vsak dan, se vozijo z ene občine v drugo občino, pa gor po kolpi, pa tam po metliki, pa vse posod. Ja, ga bi kaj pa imate izgantar za iskat v tistile ambulanti, tam v tistem domu? Kaj pa devo tam? No. Nima pojma. Ljudi so star, zbolejo, umrejo. Gotovo. Jože, ampak to počno po celem svetu. Ja, pa po celem svetu, tam jih je nič več. Tam je veliko več kot nas. Ja. Poglejte, nas je 2 milijona, naročili so pa teh le mask 10 milijonov. No, za kjer ga? A bo že ko pride na svet, bo imel že maske gor, ko se bojo rodili. Jože, vam se skratka zdi, da je tole vse ena komplet prevara. Ja, seveda je. Ja, pa kako zdaj vi trdite, da so se vsi to nekako... Da imajo Facebook grupo, pa so se zmenili. In zdaj skori, kaj bo devo, ko bo tele epidemije konc, kam bo pa šli? No. Ja. Mi se star ljudi, ko smo že 25 let v penzion, bi nas rad umrli, pogledajte, koliko tole penziona bo prešparali, kad ljudi umirajo. Jože, samo trenutek, vi, evo, ker tako lucidno razpravljate, vam dam še eno priložnost, redkemu bi to rekel, ne tako prav lokal politično, se vam zdi, da bi recimo pokojni Drnovšek tole drugače odpeljal? Se bolezen ne moreš ustaviti, bolezen pride, če nima zdravila, ga ne moreš ustaviti. Naj bo ta predsednik, naj bo predsednik. Ne pa, da ima en zasluge, ki nima niti pojma zramne nič. Okay. Doktori so za to usposobljeni, da tu delajo, pa znam, pogledajte sestre, pa za jo. Zdaj pa vse jasno. Kaj? Ja. No, a ni res. Tu so sposobljeni, kjer so to prav zdravniki. Zdravniki ne bi smeli biti v politiki. Tam ne devajo za tistim pultom, ko smo mi 40 let delati. No. Jože, kaj? Najlepša hvala. No in tep Miha, tudi vse pozdravno kol, pa čuvajo naj se. Tudi vi se čuvajte. Jože, živijo. Jože je nabrit. 014752202, dober večer.
Dober večer. S kom govorim? Avguštin iz Celja. Avguštin, prav in lep, dober večer. Kakšni dvomi pa vas obhajajo? Jaz imam pa ene zelo resne dvome. Ja. Sicer podkrepljene s čistim, pa bi rekel, mojim osebnim primerom, z osebno izkušnjo, ker sem je bil deležen oktobra v Cremoni v Italiji, kjer je zdaj pač največji center, oziroma je bil, ne? Ja. Gre pa za to, da sem bil tam na enem sejmu. In mi je en gospod, ki pa prijatelj že 15 let, recimo, dela violine in se nikoli ni ukvarjal ne s politiko, ne z denarjem, ne z ničemer, ker je živel v enem svojem svetu, krasnem. In je prednji je šel, ko smo se videla, pač prednji se je poslovil, je rekel, nekaj ti pa moram povedati. Je rekel, vse prihranke, ki jih imaš spremen v zlato ali pa v srebro, sprav v plemenite kovine, ker... Vam je rekel kremonski goslar? Ja, to ne kremonski, ampak nemški. Nemški je ta gospod, violine dela po 25 ur in ima ogromno denarja, ampak hočem povedati to, da je človek rekel, da bo leta 2020 huda kriza, ki bo močnejša od prejšnje. In to je meni osebno rekel. Jaz sem ko sem prišel nazaj domov, sem vsem ljudem povedal to, da naj pač kupujejo zlato pa srebro, ker bo na osnovi njegove tega predvidevanja, da bo hiperinflacija. Napovedal je hiperinflacijo, ki se bo zgodila v Nemčiji. Sicer te podatke oziroma te informacije je dobil iz nekih pač višjih krogov, ker dela pač te violine za otroke, kaj, politiko, bankirjev, tako karkoli. Gre pa za to, da jaz pol to ogromno ljudem povedal, ampak zdaj samo opazujem, kaj se dogaja. No in kaj se zdaj dogaja? No. Je točno tako, kot je bilo napovedano. Začela se je kriza. Jaz sem mu namreč rekel, ne verjamem, kak se ne zgodi hiperinflacija v Nemčiji, če je pa tam deflacija, če pa imajo take zaloge denarja, če imajo pa tujke ekonomije, če imajo vsega, kak se lahko v par mesecih zgodi, ne? To je recimo pol leta od tega. Kak lahko pride do take krize, ne? Ampak kako je ta gospod goslar iz Nemčije, s čim je podkrepil to svojo domnevo, da ste dejansko vi začeli doma evre topiti v zlato in srebro? Jaz jih nimam toliko, da bi jih lahko topil, ampak kakorkoli. Podkrepil je s tem, da pozna ogromno ljudi v Nemčiji, ki je kupilo že po 1 tono srebra, pa po 100 kil zlata. In to so počeli že recimo drugo polovico leta 2019. Potem sem govoril še z na osnovi tega sem govoril še z enim drugim gospodom, da ene velike firme, ki strune delajo v Avstriji, je rekel, da so kupili, mislim, da 900 kil zlata, pa mislim, zdaj to ni tako pomembno. Hočem to povedati, da vsi... Kako ni pomembno? Vi trdite, da so nekateri veliki playerji očitno to že vedeli prej. To je zanimiva informacija. To je neka nižji nivo, kak bi rekel, denarja v svetu. Ne? Ampak vsem so tisti, za moj nivo ali pa za povprečni nivo Slovencev, so to vsem veliki denarji. Ne? Ampak hočem pa povedati, zdaj iz tega speljati naslednjo trditev. Ne? Se pravi, zdaj recimo, če čisto pogledamo mi to situacijo, ki je pri nas. Ne? Slovenija se bo zadolžila, rečemo, za 5 milijard, da bo pomagala gospodarstvu. Odkot bo prišel ta denar, pa Slovenija je nič, ne, kaj teh 2 milijona ljudi, ne, v primerjavi z tisti 1200 ali pa še več milijard, ki jih bo zdaj razdelili za to, da se bo to gospodarstvo stabiliziralo pa preživelo, kar bo preživelo, ne. Nihče ne govori o tem in nihče se ne vpraša, od kje pride teh 1200-1500 milijard, kdo bo ta denar zagotovil, ne. Kako osnovo ima ta denar, od kje je prišel, ne. Mi sam imamo tisti MMF pa Evropska centralna banka, pa to, ampak dejansko od kje ta denar prihaja. To je bistveno vprašanje za nove pojme. Ne? Zdaj pa še ena stvar. Naj vsi ljudje, ki to poslušajo, naj samo opazujejo, koliko bo stalo cepivo. Ker jaz predvidevam, da je cepivo že razvito, preden se je virus pojavil. Ne? Če je to, pa ne govorim, da je to teorija zarote, ker nimam pač druga, kot to, kar sem povedal za neko osnovo. Ampak dejansko me zanima to, koliko bomo mi namenili za cepivo, ko bo prišlo ven. Ne?
Pa če bo to cepivo sploh dejansko ustavilo karkoli, ne, to so tista bistvena vprašanja. Ne. Gre za to, da se bo porabil denar v milijardah za cepivo, pa porabil se bo, mi bomo zdaj neke obveznice izdali, na osnovi katerih bomo vrnili denar, komu ga bomo vrnili. Avguštin, zdaj me še tole zanima, a ste vi recimo od teh svojih vedenih, ki ste jih posedovali že davno pred izbruhom koronavirusa, a ste obvestili recimo vlado takratno ali pa to o tem? Ali da nisem vlade obvestil, ker nisem imel nobenega dokaza za to takrat. Jaz sem celo dvomil, jaz sem si mislil, on je star 73 let, ta gospod, ne, iz Nemčije. Razumem. Sem rekel, mislim, pa ko mi zdaj on to razlaga, zakaj bi mi razlagal, če mi nikoli v 15 letih ni eno stvar o politike rekel, eno stvar o dejanji, o denarju, o ničemer, mi da so se v violinah pogovarjali. Ne? Mislim, to mi je bilo... Ne, to sem vas vprašal zato, ker me zanima, a dvomite v dobronamernost vlad ali sklepate, da so tudi del te neke velike globalne zarote? Jaz ne vem to, jaz si mislim, da mi smo tako majhni playeri tukaj na tem prizorišču, da ne moremo kaj druga delati kot naše sosedne države, pa one spet naprej, pa to, ampak mislim, da je to en scenarij, no. Mislim, da je scenarij, pa to jaz mislim, da več kot 50% ljudi v Sloveniji misli. Z vsakim, ko se pogovarjam, vsak mi govori samo o teh teorijah. Jaz sem tudi čul ono, ko je on povedal. Veliki dvomljivci smo očitno. Avguštin, najlepša hvala. Ok, srečno. Srečno. Avguštin je bil to, ki mu je goslar v Cremoni. A ni bil Stradivari iz Cremone? Je bil, ne? Že davno zaupal, da pride do tega. Dober večer, čigav glas bo zadnji? Miha iz Krškega. Miha iz Krškega, živijo. Živijo. Kaki dvomi pa vas obhajajo? Ja, recimo že v štetje, ne, te aktivni, kdo je aktivno okužen in kdo je že prebolel, se pravi, strategije govorijo, pa statistike govorijo različne zgodbe, ne, in niso v vseh državah enotne, čeprav jih zelo radi primerjamo, v kateri državi je jih več umrlo. Pol strategije, ne, dvomim v strategije proti virusu, recimo pri nam, tole medobčinsko. Zakaj dvomite v medobčinsko strategijo? Zato, ker nekdo, ki gre skozi drugo občino na kolesu, recimo, ali v avtu sam in nazaj, nikakor ne more nikogar drugega okužiti. Če se samo pelje, ne? Ja, ampak verjetno na koncu vseh občin obstaja nek cilj in razlog, ki je verjetno predvsej humanoidne narave, ki ga pa lahko pokasira. Mogoče je bil to namenno, pa ne želim zdaj ne dvomiti, ampak želim verjeti, ali pa kaj pa vem. Ok, jaz bolj dvomim v učinek, no tako, no. Ok, dvomite v učinek, ne dvomite v upravičenost. Naprej, v kaj še dvomite? V nadzoru tega, sploh me malo skrbi tole glede aplikacij in da bi bilo to slučajno podnujno, ne, za vse, kar je že... Italijanska vlada jo je že izbrala aplikacijo, ravno prejle sem prebral. Aplikacija obstaja, deluje na principu Bluetooth tehnologije. Bi verjetno čim več ljudi je uporabljalo, ne, se pravi, bi mogli jih uporabljati, ne vem, vsaj 80%, da bi imeli neke korektne podatke za razvoj same epidemije, ne. In je to že z tega vidika... Ja, skrbi vas nadzor? Utopično, ampak ja, njimi pa še nadzor, sploh tako ambicije vlad po dodatnih pooblastilih. To je dvom, ja. Pa še tole, bi rad, ker se veliko omenja karantena, ne, v bistvu nismo v karanteni, ampak smo bolj v samoizolaciji, ne, kar nam še ne omogoča neko gibanje, ampak ja, večinoma se govori v karanteni, ne, čeprav nimamo prave karantene. Kaj pa to ključno korona teza, da se je globalna ekonomija, ne, ta demonični stroj kapitalizma, kot mu rečejo, ustavil zaradi sočutja, zaradi sočloveka, zaradi ranljivih skupin, a v to ključno tezo verjamete? Težko, želim si, da bi bilo to res ali pa da je res, ne, dejstvo je, da se stvar precej zaustavlja, ekonomija pa to,
Ampak ja, dvomim, da se samo zaradi tega. Zakaj se ni pa že prej zalačne, recimo? Ampak ni lahko da nalezljiva, ne, kot smo pisali, ampak... Mogoče bi bilo fajn, da to oddajo... Veliko drugih ljudi trpi na različnih drugih področjih. To je res. Kje pa takrat sočutje? Miha, ampak nekje mora biti prvič, ne? Morda nas bo pa to... morda je pa to začetek novega jutri. Žal morava nehati. Mogoče. Edina plus, ena plus točka, ko je pa okoljska onesnaženost, smo rešili čez noč, da optimistično končajva. Najlepša hvala, živjo. Evo, to so bili dvomi skompilirani v 6. korona toplovod. Dobite ga, če ste ga zamudili na naši spletni strani ali na vašem appu za podcaste. Presežna je bila pa Jožetova statistična interpretacija, da nas je itak premalo, da bi nas umrlo veliko. Kako ljubki statistični strokovnjaki smo postali. Veselim se prihodnega toplovoda in vas pozdravljam v informativni oddaji čez par sekund. Zopet preštevamo. Blaž in Miha se priklanjata. 2.